še na šestem, zadnjem, zaključnem predavanju letošnjega cikla, Hamletovi izleti matematično vesolje. Danes je z nami profesor dr. Andrej Brodnik, ki je bil tukaj že lani, smo že lani poslušali njegovo predavanje o linearni funkciji in rekurziji. Danes nam bomo povedal nekaj o tem, kako vsemogočen računalnik. Spomnili se bomo namreč 100. obletnice rojstva Alana Turinga, ki smo jo obeležili lani. Na kratko pa nekaj besed o predavatelju. Andrej Brodnik je po študiju v Ljubljani doktoriral na Univerzi Waterloo v Kanadi in se ukvarja raziskovalno predvsem s podatkovnimi strukturami, natančneje z jedrnatimi podatkovnimi strukturami in pa učinkovitimi algoritmi. Predava tako pri nas na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, tu na Univerzi Primorskem, torej na UP Famlit, kot tudi v Ljubljani na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Poleg tega je zelo aktiven, kar se tiče organizacije tekmovanj, je predsednik komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in vodi tako osnovno kot srednješolska tekmovanja iz znanja računalništva in informatike. Bober in RTK, kar je kratica za... Tako kot DZS. Tako kot DZS. Kje sem še kratica ostala. In pa tudi univerzitetni programerski maraton. No, lani je za svoje dosežke na področju visokega šolstva prejel najvišjo nagrado na nacionalni ravni, in sicer nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju visokega šolstva. Tako da sem pripišen, da bomo danes tudi uživali v njegovem predavanju. Andrej, prosim, pa hvala, da sem pozval našo povabilo. Hvala, Martin, za povabilo. Vedno mi je veselje kaj povedati, kaj je zanimivega povedati. Predvsem je zanimivo povedati ljudem, ki niso računalničari, nekateri, pa kar precej vas je tukaj matematiko, tako da večino tega, kar bomo govorili danes, bo precej preprosto za vas. Vsi tisti ostali pa toliko bolj dobrodošli, ker bomo poskušali si pogledati v resnici eno temo, kateri pravijo, da je en tak velikih bavbavov iz področja računalništva in mogoče so ravno teme, ki so bavbavi toliko bolj izzivalne za predavati bolj na poljuden način. Namreč lansko leto, kot je Martin že rekel, smo govorili o rekurziji, ker tudi en tak bavbav. Zdaj se bomo pa lotili pa enega drugačnega problema, in sicer problema tega, kaj in kako so sposobni računalniki sploh izračunati. Zdaj, nekako naša pot, naš itinerar skozi predavanje bo približno takšen, da bomo začeli najprej si pogledati sploh, kaj so to računalniki, kako izgledajo, kako delujejo. Potem bomo iz teh računalnikov poskušali pogledati si en abstraktni model računalnika, ki bi, ali pa recimo bomo poskušali definirati en model računalnika, ki popisuje poljuben računalnik, ker če bomo imeli takšen model računalnika, bomo potem lahko tudi kaj povedali o vseh računalnikih na tem svetu, kaj so sposobni in česa niso sposobni izračunati. No, potem, ko bomo imeli model za računalnika narejen, pa večkrat se bomo poigrali s tem modelom, pride nadaljevanje predavanja, kjer si bomo pa pogledali potem, kakšne so sploh omejitve računalnika, kaj računalnik lahko zračuna, kaj sploh katerikoli računski stroj, ki zna računati, lahko zračuna. In na koncu bomo zaključili z odgovorom na naslednjo prosojnico, sicer je to tale prosojnica. Imamo našega učitelja Petra Zmedo. Naš učitelj Petr Zmeda uči programiranje na eni srednji šoli in kot domačo nalogo daje vedno programerske domače naloge. In zdaj, kaj je problem njegov? Njegov problem je, da ima 30 dijakov, pa 3 razrede uči, kar je 100 dijakov in mora vsakih 14 dni pregledati vseh 100 dijakov programske naloge, ki mu jih predajo kot domače naloge. In zdaj te domače naloge, ki jih mora pregledovati, jasno mu vzamejo veliko časa. In Peter se je odločil, da bo poskušal napisati en program, ki mu bi preveril, če so naloge pravilno narejene. Namreč, kaj je lažje, kot pritisniti na gumb, pa reči, tukaj je ta program, a je prav narejen ali ni prav narejen. No in odgovor na to vprašanje pride tam nekje proti koncu današnjega predavanja. Še ena stvar, predavanje bomo poskušali tako zapeljati, da bo v resnici tudi vsi dokazi ali pa vsa tista utemeljitve, kar se nahaja v predavanju, niso strogo matematični, tako da me prisotni matematiki bodo oprostili, upam, ampak so predvsem na nek način do tiste ravni dovolj natančni, da bi
to predavanje moral znati ali pa razumeti, sposoben bil poljuben srednješolec. Tako da vsi tisti, ki ste prišli sem, pa ste že malo čez srednjo šolo, pa ste morda, upam, da se boste z tega zornega kota kaj dolgočasili. Pa še nekaj, če ima kdo kakšno pripombo, vprašanje, kar z besedo ne dam. Zdaj, kako izgleda računalnik? Kako izgleda računalnik? Takole izgleda računalnik, je res? No, izgleda takole računalnik, pa izgleda takole, pa takole, ne? Izgleda takole računalnik, ne? Računalnik izgleda vse, kar je tukaj, ne? Kaj je skupnega vsem tem računalnikom? No, vsem tem računalnikom je skupnega to, da imajo nekaj, kar se imenuje matična plošča. Tudi tale računalnik ima neko stvar, ki se imenuje matična plošča, ki je lahko malce starejša ali pa malce mlajša. Obe dve sta približno enaki. Nobene bistvene razlike ni med to in to matično ploščo. Seveda tukaj gor teče procesor Intel 286, to je vsi tisti, ki ste malčke starejši, se boste spomnili, to je bil PCAT, tam iz 80-ih let, tole pa en sodoben 8-jedrni Intel i686, ki ga danes srečamo na tržišču, ampak oba dva ste relativno oziroma skoraj identična. Identična sta zaradi tega, ker oba dva izgleda takole noter v sami strukturi. Zdaj, kaj tukaj je? Ne? Zdaj, imamo narisane slikce enih čipov, to so tistih integriranih vezi, ki smo imeli naprej sliki, ki so najbolj pomembne, so ta oranžna, ta modra, pa ta zelena za naše potrebe. In če to abstrahiramo, imamo oranžnega procesor, ki izvaja vse ukaze, potem imamo pomnilnik, ta moder, to je tukaj le gor, in to je neko vodilo, ki povezuje procesor z pomnilnikom, zato da lahko stvar celoti deluje. Ne bomo se spuščali v podrobnosti tega vodila, ampak zaenkrat je to neka cesta, po kateri potujejo kočijaži in prinašajo naslednje zadeve. Namreč procesor izvaja naslednje 4 korake. Prevzame naslednji ukaz iz pomnilnika, kar pomeni, gre v pomnilnik pogledati, povej mi, dragi moj pomnilnik, kateri je naslednji ukaz, ki ga moram izvesti. In pomnilnik mu odgovori, to je tvoj ukaz. In procesor pogleda ukaz, pa reče, aha, pri tem ukazu rabim pa 2 parametra. In reče pomnilniku, dragi moj pomnilnik, daj mi 2 parametra. In prevzame 2 parametra. In se spet po vodilu odpeljete te čez. In potem, ko dobi ta 2 parametra, pa ima ukaz, reče, tako zdaj pa jaz lahko ta ukaz izvedem. Ukazi so plus, minus, štej, odštej, množi, primerjali, karkoli že pač je, pač izvede enega od teh ukazov. In na koncu, ko je rezultat, ko je ukaz konec, ima rezultat, ki ga shrani nazaj v pomnilnik. In te 4 korake, grobo gledano, take 4 korake ponavlja neprestano, enega za drugim. Kar naprej, vse te 4 korake. In to je vse, kar dela računalnik. Tukaj gor, tam noter, tle ali pa v kameri. No in zdaj, očitno je ena osnovna ponavljanje teh ukazov je relativno preprosto in morda se bi dalo kaj posplošiti od prejšnje zgodbe, ko smo imeli različne računalnike, do te abstrakcije tega osnovnega modela, ki izgleda približno tako, a se da še mogoče kaj bolj matematično, še bolj preprosto povedati. Preden pridemo do te poenostavitve, si pogledamo še enih par pojmov. In se pogledali si bomo pojem abecede. Abeceda je lahko ena črka v naši abecedi, lahko je v angleški abecedi, lahko je črka nič ali ena, lahko je ena od nukleotidov, ki jih imamo v DNK-ju, lahko je unikod znak, lahko je karkoli. Bistvena edina stvar je, da je ta množica črk končna. To se pravi, število črk, s katerimi imamo opravka, je končno. 2, 3, 4, 25, koliko pač je. Črke potem zlagamo skupaj. Zlagamo jih v nekaj, kar se imenuje abecede. In dobimo različne besede. Recimo, iz te abecede dobimo lahko tako besedo. Pozor, presledek je tudi del besede v tem primeru. Lahko je tale beseda, ki je iz teh črk, no in če to preberemo v binarnem je ravno, mislim, da številka 22. Iz teh črk dobimo tako besedo. Tukaj se začne,
ta je G, ne, to je to C. C, G, A, C in tako naprej. Navadna beseda, nič drugega. In s to besedo je popisano vse, kar se dogaja živega na tem svetu. In to je zelo neka osnovna abstrakcija. Kar pa je zanimivega, ne? Množica črk je končna, ampak množica besed je pa neskončna. Namreč vedno lahko dodamo še eno ničlo, ali pa vedno lahko dodamo še eno enko zraven, ali pa vedno lahko malo podaljšamo od enka. No, v praksi se to ne dogaja. Človeški genom je dolg 4 milijarde znakov, tam nekje, ne več. Ampak vse, 4 milijarde znakov je skoraj toliko neskončno. Vse besedilo, ki je do danes bilo napisano na svetu, ga je toliko in toliko. Še zmeraj končno, no, ampak praktično gledano ga je neskončno. In prav ta razlika med to končnostjo in neskončnostjo nam bo pripelje do naslednjega vprašanja, in to je vprašanje množice besed. Te množice besed predstavljajo nekaj takšnega kot jezik. Namreč slovenski knjižni jezik ima ne vem koliko besed in vse te besede tvorijo jezik. In prav tako lahko jezik tvorimo iz onih besed prej. Tako, zdaj imamo formalno stvari definirane, zdaj se mošli pa igrco. Igrca je sedeča, poznate to zgodbico, mlinarju, volku, kozi in zelju, ne? Imamo mlinarja, volka, kozo in zelje, pride mlinar s kozo, volkom in zeljem do reke in mora reko prečiti. Fajn, redo. Celo najdete, tudi v redu. Edina težava tega čovna je, da greste lahko samo dva noter. No, dva, žival pa mlinar, ali pa žival pa, ne, mlinar pa zelje. Koza pa zelje pa je težko veslata. Mlinar mora biti v čovnu, zato da pelje, ne. In zdaj, vprašanje je, ne, kako naj mlinar prepelje srečno in veselo vse tri čez reko. Da bi najprej peljal zelje, pa pustil kozo pa volka na eni strani, to ne bo šlo, ne? Zakaj? Zato, ker volk je lačen, pa bo hitro se najedel s kozo, ne? Zaradi tega mora na en pameten in smiseln način organizirati svojo pot oziroma potovanje čez reko iz ene strani na druge. Poznamo odgovor na to vprašanje? Kaj mora najprej peljati? Sebe? No, če sebe pelje, se bodo vsi pojedali na moji strani. Najprej mora kozo peljati zaradi tega, ker volk zelja ne bo pojedel, ne? Pa se pa prije pa nazaj čez, ne? Pa kaj pa naredi? Pol enega pelje, se vsem koga pelje. Enega pelje tja čez in kaj pa naredi? Kozo mora peljati čez, tako je, ja. Kozo pelje čez, potem pripelje zelje nazaj, zato je, ker ne sme zelja pustiti pri kozi, ne? In pobere volka in ga pelje čez. Pa kozo nazaj pelje, drugač bi volk kozo pojedel, če jo sama pusti. Pa zelje pripelje čez, pa se vrne nazaj, pa še enkrat kozo čez. Dobro, to znamo najti, ne? Ampak znamo tako rešitev sistematično najti. A zna računalnik tako rešitev najti? Ja, kako? In pa nam rešuje, ja, tako je, ja. Pa si pogledamo eno malo bolj sistematično rešitev. Definirali bomo nekaj, kar se imenuje stanje. Stanje je tako, kot če vzameš ta fotoaparat, pa slikaš, pa imaš reko, pa na eni strani nekaj, pa na drugi strani reke nekaj drugega. In sicer bomo označili mlinarja z M, koza z K, zelje z, volka z V, reko bomo označili s tem podčrtajem. In ko imamo, na primer, stanja mlinar, koza, volk, zelje, pa reka na levi strani. So vsi štirje. Ali pa recimo tole, kar si želimo na koncu imeti. Vse v redu do zdaj? Pa poglejmo, kakšna so vsa možna stanja. Pozor, vsa možna stanja. Zaenkrat bomo samo vsa možna našteli. Ena možnost je seveda, da so vsi na levem bregu reke. Pol je možno, da je na desnem bregu reke eden. Pol je možno, da sta na dveh bregovih reke po dva. Potem je možno, da sta na drugem bregu reke, na desnem bregu reke, trije in na koncu še, da so vsi štirje na desnem bregu reke. To so vsa možna stanja. Zaenkrat se bomo omejili samo na vsa možna stanja. Pa dajmo malo risati ta stanja. In jih narišemo takole lepo po vrsti. Tišnin, kaj ima pa to veze z računalniki? Bomo videli. Kaj ima to veze za abecedo? MKVZ ima mogoče kje veze.
nekaj drugega bomo naredili. Povežemo to stanje s tem stanjem in ta barva naj bi bila oranžna. In ta barva pomeni, da iz tega stanja, ko so vsi štirje na eni strani, mlinar vzame zelje in ga odpelje na drugo stran. No, ko je v tem stanju, da sta na desni strani mlinar, pa zelje, pa koza, pa volk na tej strani, se lahko mlinar tudi odloči, da pelje zelje nazaj. Ni nobenega problema, zakaj bi tega ne naredil. Vse ni prepovedano. Zato imamo puščico tukaj na obeh stranih. Druga možnost je, da nam zelje odpelje volka. No in tretja možnost, tista, ki je edina prava, namreč v tem primeru se bosta te dva pojedla, če se bosta te dva pojedla, je pa, da mlinar odpelje kozo čez. Vredo? No in na ta način lahko v bistvu potem dodamo še ta zadnjo stanje, namreč mlinar se lahko samo odpelje čez. Zakaj pa ne? Mogoče bi pa samo on, pa one tri ga ne zanimajo več. Ampak konec koncev, ko to vse skupaj seštejemo, dobimo en takle diagramček. Ta diagramček pomeni kaj? Ta diagramček pomeni, da če smo v tem stanju, ker mlinar, koza in zelje sta tukaj, lahko se mlinar sam odpelje, to pride sem, ker koza pa zelje ostaneta. Lahko mlinar kozo odpelje, kozo odpelje sem. Sem prav povedal? Ne, nisem prav povedal. Mlinar, ja, kozo odpelje, lahko pa mlinar volk odpelje. Vero? No in zdaj, barve tukaj so namenoma tako izbrane, kot je gor v naslovu. Mlinar je moder, volk je zelen, saj naj bi bil zelen, koza naj bi bila rjava. Tukaj je rjava. Špala bo rjava morala biti. In zelje bi moralo biti oranžno. Ne, to je oranžno, taj pa rjava. To so pa tehnološki problemi. Zdaj, ko imamo to narejeno, lahko pa dodamo eno zelo zanimivo zadevo. Recimo, da imamo definirane naslednje 3 besede. Besede. Prva beseda je MMKM. Če dobro opazite, so barve namenoma izbrane enake, kot so tukaj le gor. Namreč čist mrten pomeni, da se mlinar naj pelje sam. Če pa piše K, pa pomeni, naj se mlinar pelje s kozo. In če piše V, pomeni, naj se pelje z volkom. Vedno mora biti mlinar zraven, mora biti brez. Ampak konec koncev pa pogledamo, kaj to pomeni. Vsi so najprej na levi strani reke, in mlinar pride in se odpelje čez. Mlinar se pelje čez, vredo. Pa se mlinar pelje nazaj. Pa mlinar pelje kozo. Pa mlinar se pelje nazaj. Kaj smo dobili? Dobili smo eno besedo, ki spreminja ali pa narekuje temu našemu stanjem, kako naj se spreminjajo en na drug. Zdaj si pa lahko predstavljamo, da imamo računalnik, se spomnite računalnika, da so to njegovi ukazi, ki jih ima v pomnilniku, se spomnite ukazov iz pomnilnika, in računalnik naredi kaj? Prebere iz pomnilnika, kam in koga naj, v katerem stanju je, koga naj prepelje, zračuna, kam naj se stanje spremeni in vpiše novo stanje nazaj v pomnilnik. Se spomnite 4 korake. In smo prišli do nečesa, kar je relativno skoraj zgleda, kot naš tisti računalnik. Se ga spomnimo? Tega računalnika tukaj, pa tega računalnika tukaj, pa tistega računalnika tam, pa kamere. Vsi enako vidijo. V redu, pa dajmo pogledati naprej. MKMK. K. Kaj pa je zdaj? Če je problem? Nima koze. Ne more koze v tem trenutku peljati nazaj. A ste že kdaj programirali?
Kdo je programiral? Kaj se zgodi segmentation fault? Kaj to pomeni? Kaj pomeni segmentation fault? Kako? Naslovi eno lokacijo, Ki je pač ni, ampak z drugim besedam naš program je bil nekaj narobe z njim, je res? In dejansko tukaj se je zgodila ista zadeva, program je bil narobe napisan. To se pravi, pač program je napačen za tale stanje. Ok, pa pogledamo te zadnjega. Koza, mlinar, volk, koza, zelje, mlinar in še enkrat koza. Ta beseda je pa taka zelo pomembna, pa zelo fejst izgleda. Ta beseda je naredila to, da so vsi štirje prišli z ene strani reke na drugo stran reke. Ok. Zdaj pa pojmo vsi stvari še malo pogledati bolj podrobno. A do zdaj vse jasno? Je simpel. Ok. Tudi za tiste, ki ste malo starejši, bi šlo to za srednjo šolo. Tudi za osnovno šolo bi mu moje to šlo še. Ne? Pa pogledamo, kaj se zgodi. Kaj smo naredili? Naredili smo to, da smo dve stanji posvečeni naredili. Naredili smo jih posvečeni zakaj? Zaradi tega, ker tukaj smo hoteli začeti in tukaj smo hoteli končati. Polka malo boljš pogledamo, namreč to je zaradi naravnega problema. Še nekaj vemo. Vemo kaj? Koza pa zele ne smeta biti skupaj. Pa volk pa zele... Volk pa zele... Kaj? Koga? Kaj? Volk pa koza ne smeta biti skupaj. Volk pa zele so pa lahko skupaj. No in v resnici lahko mi vsa tista stanja, ki pač ne smejo biti skupaj, jih prepovemo in rečemo, ne, v ta stanja pa ne smeš priti. Ker če ti je noto prideš, to je glih kako ta beseda tukaj, ki nas je pripeljala nekam, kamor nismo mogli naprej. Ne smemo prijeti v to stanje. In kar se nam zgodi potem, nam ostane ena manjša stvarca. In ta manjša stvarca ima spet probleme z barvami. Ta ne bi bil oranžen, ta ne bi bil rdeč. In zdaj prijemo do prve formalizacije našega problema. Če se spomnite, na začetku smo imeli tiste 4 računalnik, pa tiste 4 ukaze, korake, ki se naprej izvajajo. In zdaj imamo pa, smo prišli do enega tazga zanimivega problema, kjer dejansko imamo ta sistematično iskanje pravega zaporedja premikam čez reko, zato da te stvari, da si 4 srečno pridejo skozi. In kar smo dobili en formalen zapis tega problema. Formalen zapis tega problema je narejen z enim orodjem, ki se mu reče končni avtomat. Končni avtomat je definiran z 5 zadevami, pri čemer so te zadeve najprej, možete po vrsti Q, to so stanja, to so vsa ta stanja, ki jih imamo modro označene. Tukaj jih imamo 2, 4, 6, 8, 10 stanj. Potem imamo eno posebno stanje, ko nič, to je začetno stanje, z tega začnemo, namreč mlinar, koza, volk in zelje so vsi na levi strani najprej. Potem imamo abecedo. Abeceda so tiste črke, ki omogočajo našemu avtomatu, da se spremeni iz enega stanja v drugo stanje. To so dejansko barvice, ne puščice, barve teh puščic. In ta naša abeceda ima 4 znake. Se spomnimo abecede tam iz 3. prosojnice? Se spomnimo, kaj je beseda? Beseda je tako, da črke skrb dajemo. Se spomnimo, kaj je jezik? Tega pa še ne vemo, kaj je. Še jezik nam manjka. Prijemo do jezika, imamo še stanje, še črko F. F je pa množica, ni nujno da eno, v našem primeru je sicer eno, lahko je pa več stanj, ki pomenijo, da če pride tja noter zadeva, pol so pa stvari malo boljše. Pa smo pa na konju. No in ta na konju, kako se sprehajamo, pa definirajo tele puščice. Puščice so določene barve, pa povezujejo 2 stanje. Vhodno stanje pa izhodno stanje. No, in te puščice pa definiramo s to črko delta, ki pove, kako so stvari med sabo povezane. Zdaj pa pogledamo, zakaj se stvar imenuje končni avtomat. Ok, koliko imamo stanj? Končno imamo. Je res, da jih je 7, ali ne koliko jih je. Ko nič je eno samo, to je sigurno končno, ne?
sigma je abeceda. Kaj smo že rekli, da je abeceda za abecedo vedno velja? Da je končna. Potem imamo množica končnih stanj, ki je tudi največja kot ta, ampak je še zmeraj potem končna. In potem imamo delto. Kaj pa je delta? Delta je pa dejansko preslikava iz stanja plus črke v novo stanje. To se pravi, to trojka. In to trojico, ker so vse ostale stvari končne, je tudi ta trojica, kartezičen produkt tega, če hočete, tudi končno velika. To se pravi, je cela tale stvar, kukor se trudimo, jo lahko napišemo od tukaj pa do sem. No, mogoče večkrat del, ampak vsem končno število znakov je. A je lahko konič tudi v množici F, to začetno stanje? Tudi lahko. Kaj pa ta funkcija delta najbolj ni treba, da je definirana na vseh parih? Ni treba, da je definirana na vseh stavih. Tako je. To je pa zdaj korak naprej. Dejansko je, kadar programiramo zadeve, namreč to je tudi eno od orodij, ki jih lahko uporabljamo, to ni v današnjem predavanju. V splošno končni avtomati so izredno močno orodje, tudi za programiranje, za reševanje določenih problemov. En od problemov, ki ga rešujemo s končnimi avtomati, je iskanje vzorca v nizu znakov. In tam na koncu naredimo in končni avtomat, s katerim se sprehodimo skozi besedilo, v katerem iščemo vzorec. In tisti končni avtomat mora biti popoln, se to imenuje, kar pomeni, da za vsako črko in za vsako stanje mora biti definirano, kam se presedi. Kako to rešujemo? To rešujemo tako, da za vse tiste črke, ki so tukaj nedefinirane, definiramo dodatno stanje in se sprehodimo v tisto dodatno stanje in dostatno avtomat. Hvala za vprašanje. Ampak še zmeraj imamo končno mnogo stanj in končno mnogo vsega. Tako se pravi, da je opis našega avtomata končno dolg. To je tako, kot če bi vzel knjigo, bi bila končno debela, ta že ne mogla biti. Ampak zanimivo je pa to, da ene besede so nas končale tlele, ene so nas pa pripeljale iz sem do sem. In tiste besede, ki nas pripeljajo od sem do sem, in pravimo, ene posebne besede so. Namreč jih damo skupaj v eno množico, se pravi, vse besede, ki ta končni avtomat, če jih sledimo po črkah, ki začnejo iz kunič in nas pripeljajo do F, pravimo, da tvorijo jezik. To je jezik, ki ga definira ta končni avtomat. Zdaj pa zelo pomembna stvar. Opis končnega avtomata je kako velik? 20, 40, 100, 150, 1000 znakov. Končen je. Ampak besed, koliko je pa besed? Koliko je pa teh besed? Zapravo, opis množice, ki se je reče slučajno jezik, je končen. Da pa pogledamo, kako velika je množica. To je naš avtomat. Pa pogledamo, recimo, tole besedo. Koza, mlinar, volk, koza, zelje, mlinar, koza. Vredo. Ta beseda je v jeziku tega končnega avtomata. Končni avtomat dejansko je nekaj program, ki ga izvaja naš računalnik. Naš družbeni, navaden program je, ki ga izvaja naš računalnik. Koza, mlinar, zelje, prej smo volka pela, zdaj pa zelje peljamo, koza, volk, mlinar, zelje. Ne, koza. Ne? Tudi ta beseda je v jeziku tega končnega avtomata. Kaj pa to? Zdaj pa pozor, zelo dobro. Koza, mlinar, volk, 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 koza, zelje, mlinar, koza. A ta beseda je tudi v jeziku, je? Se nas pripelje od začetka do konca, štima. Ampak kaj smo pa počeli vmes? Kako? Nepotrebne korake. Ne nepotrebne korake, mlinar je še na fitness. Mlinar je še na fitness in ne prevažal volka sem in tja, ne? Še zelo za največjega. Ja, vidiš. In tale zapis tukaj, ker je pelil volka na eno stran in nazaj,
ta par lahko poljubno mnogokrat ponavljamo, kar označimo na tale način. Eno stran, drugo stran, poljubno mnogokrat. Enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat. A je to končno mnogokrat? Ne. Poljubno mnogokrat pomeni za kakršno koli število. To pomeni, da je število besed, ki pripeljejo od sem do sem, kakšno? Neskončno. Spravi smo dobili množico, ki je neskončno velika, ampak njen opis je pa končno velik. No, obstaja še malo bolj zakompliciran zapis, kjer se ena bolj drugačna fitness funkcija tle noter nahaja. Ko smo tukaj, vidimo zelje, koza, volk, zelje, koza, volk, se zapeljemo gor, pa še nazaj dol. Tako lahko ponavljamo spet poljubno mnogokrat, pa še malo drugače zmešamo. Kakorkoli že, vse te besede, pa še kakšne druge, tvorijo nekaj, kar se imenuje, tega piše, jezik tega končnega avtomata. Torej, končni avtomat, njegov opis je končno velik, število besed, ki ga definira ta jezik, je pa neskončno. Končni avtomat, ki definira ta jezik, mu lahko rečemo tudi razpoznavalnik jezika. To se pravi, če bi mi radi vedeli, a je neka beseda v jeziku, pozor, množica je neskončno velika, in moramo prešteti pa pogledati, če je tam noter. Moramo na nek drug način preveriti, če je noter. In množice jo preverimo na ta način, da vzamemo končni avtomat, pa mu rečemo, dragi končni avtomat, daj povej mi, a te to spravi od začetnega do končnega stanja, in on tako ne 4 korake ponavlja kar naprej, dokler ni preveril cele besede in pogleda, konc reče, ja. Ali pa reče, in to je cela zgodba. Jeziki, ki so definirani na ta način, se imenujejo regularni jeziki. Zakaj je to zdaj stvar tega predavanja, ampak mogoče zdaj pa še izid pogledati, kaj to pomeni. Torej, imamo jezike, imamo množice, imamo jezike, ki se imenujejo regularni, imamo eno model računalnika, ki ugotovi, če je beseda v tem jeziku ali ne, ampak ti šment obstajajo tudi jeziki, ki niso regularni. To je en primer jezika, ki ni regularni. Problem pri tem jeziku je, da ko preberemo tele nule, je ta N poljubno velik in si moramo zapomniti, koliko ničel smo prebrali. In naš računalnik, končni avtomat, kaj je? Nima pomnilnika, vrabca, nima nikjer več zapisati, N jih je bilo do zdaj, ker pa mora še enkrat prebrati, pa preveriti, če smo nule pa enke enake. In potem še eno nula tukaj, še nule, še naprej prebrati. No in zaradi tega pridemo pa do naslednjega koraka, ki pa je dejansko katerega zaslužen, zaradi katerega tudi to današnjo predavanje je. In to je naš slavljenec lanskoletni Alan Turing. Alan Turing se je rodil leta 1912, kot veste, bil 100-letnica lansko leto, umrl je leta 54 v nekih čudnih okoliščinah, za katere pravijo, da so bile samomor. Bilo je pa zato, da je bil v bistvu izvajan relativno, kako že, bil je pritisk izvajan na njegovo ravnanje oziroma kako se obnašal v družbi. Kar je pomembno iz našega zornega kota je, da je formaliziral pojem algoritma oziroma programa. Kaj pomeni formalizirati? To pa točno tisto, kar smo se hoteli pogovarjati od začetka. Imamo računalnik, ki izvaja program in hočemo to tako narediti, da bo to veljal za nek model, da bo tisti model veljal za vse računalnike na tem svetu, da bomo lahko kaj pametnega o teh programih, o teh računalnikih povedali. Smatra se zaradi tega, se smatra za očeta računalništva in informatike, computer science v angleškem jeziku. In kot priznanje za to njegovo zaslugo je društvo ACM podeljuje Turingove nagrade. To je, tako kot Nobelova nagrada za kemijo, za fiziko, je to Nobelova nagrada na nek način za računalništvo in informatiko, pa Filcova medalja za matematiko in tako naprej. To je
najbolj, recimo, prestižna nagrada, ki jo lahko nekdo dobi. Ja. To vas je, kako to že je, to ste kratica? Association for Computing Machinery. Nagrada je par $10,000 in čistko jo zagotavljata v tem trenutku Intel in Google. A je že dolgo kak slovenc? Ne. To je na 4 let, ali to Vsako leto, lansko, podeli se poleti, junija, ponovadi junija, na konferenci, eni od osrednjih konferenc, STOC, to je Symposium on Theoretical Computer Science, in za leto 2012 se bo letos junija podelila nagrada, dobila sta jo pa nekdo, eno dekle, ki sem pozabil, pa Mikali, in sicer za področje kriptografije. In z Martinom smo se pogovarjali, da bi eno od predavanj drugo leto bilo tudi tako malo poljubno predavanje prav z tega področja, da se mogoče osvetli, kaj sta te dva človeka naredila. Osnovno njuno delo je pa tako imenovano Zero Knowledge Proof, oziroma dokaz brez vedenja samega dokaza. Z drugimi besedami, jaz nekaj trdim, vi meni ne verjamete, da to trdim, in zdaj kako vas bom jaz v to pričal, da jaz to res vem, vam pa ne bom mi treba pokazati dokaza. In zdaj, kako to narediti, to je v bistvu osnovna zadeva njunega dela. No, kakorkoli že, od tukaj naprej se vračamo k našemu problemu, ne? In Alan Turing je definiral to abstrakcijo kot nekaj, kar se imenuje Turingov stroj. Turingov stroj je dejansko, ni točno to, kar bomo zdaj rekli, ampak je dejansko skoraj to, kar bomo zdaj rekli, samo on je malo še poenostavil zadevo, ampak zato, da ne bomo zgubljali 4-5 korakov vmes, ki se jih da dokazati, lahko rečemo to, da je Turingov stroj končni avtomat, ki ima pomnilnik. To se pravi, ni končni avtomat je tako kot program, program, ki ga napišemo, prosičati, start, pa ne vem kaj, pa pomnilnik, v katerega lahko shrani tisto če se ga spomnite prej. V tem primeru, ne? No in pokazati se da je ta Turingov stroj matematično dovolj dobra abstrakcija poljubnega programa, poljubnega algoritma, ki ga danes lahko izvajamo na katerem koli računalniku. Z drugimi besedami, če nekaj pokažemo, da velja za Turingove stroje, velja za katerkoli računalnik na enem svetu. Za te, ki jih ne poznamo. Tudi Turingov stroj je definiran kot končni avtomat, smo rekli, ima začetno stanje, ima končno stanje, ima prehode, ima še marsikaj drugega, ampak bistvena stvar je, da Turingov stroj lahko deluje kot razpoznavalnik. Kar pomeni, mi lahko definiramo množico, beri jezik, množico besed, beri jezik, ki se stoji iz vseh tistih besed, ki Turingov stroj spravijo iz začetnega do končnega stanja. Nekaj posebno mnogo, ne? Kot smo rekli, Turingov stroj je dejansko pospešitev vseh računalnikov, v katerih se lahko danes pogovarjamo. No in zdaj pride, kakšen je že naslov današnjega predavanja, tukaj se bolj slabo vidi, ne, ampak kako vsemogočen je vsemogočni računalnik. Zanimivo vprašanje je, ne, ali obstajajo programi, ki jih Turingov stroj ne more izvesti, jih ne more izračunati. Namreč, vse, kar lahko naračuna Turingov stroj, je isto, kar lahko reši računalnik. In takim problemom pravimo, da so izračunljivi. In zdaj nas zanima, obstajajo problemi, ki jih pa Turingov stroj ne more rešiti. Ergo, da jih tudi sodobni računalnik ne more rešiti. Okay. Pa gremo pogledati. Najprej se vrnemo k naši definiciji. Namreč, imeli smo pojem jezika pa problema. Zdaj, kako te dva skupaj sodita. No, da to razumemo, bomo malo z rokami pomahali, pa zaprite vrata, pa okne, da se ne bo prehladno, ampak dejstvo je približno takole. Vsak problem je definiran kot neka abstrakcija, matematično gledano, ampak predvsem je pomembno, da obstajajo instance ali primerki tega problema. Recimo, problem je iskanje največjega števila. Instanca tega je 1, 5, 3, 6 in 6. To je instanca tega problema, kjer je to problem in to njegova rešitev.
In zdaj mi lahko vedno napišemo program, ki vzame instanco, to je tole skupaj, in reče, da, kar pomeni, da je 6 največji v tem nizu, ali pa ne, kar pomeni, da 6 ni največji v tem nizu. Z drugimi besedami, prevedli smo problem problema na problem razpoznave, ali je beseda v jeziku ali ni. Zakaj pa to dobro? To je pa zato dobro, ker mi lahko zdaj vse od tem naprej uporabljamo samo še Turingove stroje za dokazovanje. Vse, kar bomo pokazali za Turingove stroje, velja tudi za probleme. In obratno, kar velja za probleme, bomo potem lahko s Turingovimi stroji rešili. To je zelo pomemben korak, tako da v resnici se lahko pogovarjamo v jeziku. Torej, vsak problem je dejansko reševanje problema, ali je beseda v jeziku. Zdaj, če gremo nazaj na one neizračunljive probleme, potem obstaja problem, ali obstaja jezik, za katerega se ne da izračunati, če je beseda v njem ali ne. Okay. Pa poglejmo, kako izgledajo naši programi. Tole je en programček, kdo zna C, kdo zna C++, kdo zna Java, kdo zna karkoli programirati. Ok, dobro. To je programski jezik, ki se imenuje C. Tle piše, da bomo nekaj prebrali, da bomo uporabili nekaj za izpisovanje, potem se začne glavni program, ki izpiše dober dan. Njemu se reče v angleščini hello world. Fajn, to je za človeka zelo razumljivo, za računalnik pa bolj malo. No in ta program, če ga gremo pogledati, izgleda takole. A nam kaj tisti spodne pomeni? Ne prav dosti. Edino to piše, da na 0,0,0 lokacije 23, 69, 6, to so heksa številke. In vidimo, da jih je 50 do sem, 51, 52, 53 heksa, to je 5 krat 16 je 80, plus 3 je 83. Kar pomeni, da je ta naš program v resnici neka številka, ki je malo manjša od 256 na 83. Je pač neka številka, ki jo lahko v vrstu stavimo, je dolga 256, ker vsak, pa še ni 256 napaka, 16 na 83, ne, napaka. 16, ne. Se to, 256 na 83, ja, ker sta dva heksa znaka, je 256 na 83, ker vsak znak je lahko 256. Kar je približno to, kar 2 na 664. A to kaj pomeni? Noč kaj dosti, da je zelo velika številka. Ampak bistvo navede, da je številka. In ker je to številka, lahko ugotovimo, da je vsak program dejansko samo številka. Račun tam je bil dolg 256 na 83 velika številka. Pa celo več, tudi vsak podatek, ki ga imamo kjerkoli upravljati, če se spomnite, je tudi sem številka. Zbrav, ni treba, da se ukvarjamo s črkami programi, ampak se lahko ukvarjamo s številkami. Super. Zdaj, problem je imel dva problema nastaneta. Prvi je, da nekatere številke ne predstavljajo nobenega programa. Če kakšen podpiček, ki je manjka, pa to ni noben program. Ker se niti prevedene, ne? In če se niti prevedene, pa to ni program. Dobro, nič hudega. Pa rečemo, da je to še zmerni program, ki je bil sicer napačen, ampak razpozna jezik, ki je prazen. To se pravi, nobenega besede ni v jeziku tistega programa. Kar je smiselno, ne? Če imamo program, ki nič ne dela, potem tudi ni nobene besede v jeziku tega programa. A so pa vse, ampak dajmo reči, da ni nobene. Dobro? Druga stvar je pa, da dve številki lahko predstavljata dva različna programa. Namreč, tale program pa tale program sta identična, sem tukaj en presledek pa nova vrstica, tukaj pa to v isti vrstici. To se pravi, lahko sta dve številki, ki predstavljata isti program. Ne, isti ne, enak program. Ampak, nič hudega, pač se tudi to zgodi. Nauk cele zgodbe je, imamo številke in te številke nam predstavljajo
bodi si program, bodi si podatke. To je zelo pomembno, da so lahko po eni strani to programi, po drugi strani podatki, ampak so številke. Ja. A smo že povedali, kaj je to jezik programa? Jezik programa je pa vsak problem predstavimo kot jezik in vsak Turingov stroj, ki je dejansko program, je definira tisti jezik, ki ta Turingov stroj program je Turingov stroj. Tako je. To se pravi, zdaj bomo pripravljeno. Jezik, fajn, razpoznavalnik jezika, ja, številke, super, številka in program, številka in podatek, isto, razpoznavalnik in definicija, kaj je jeziku, fino. Zdaj gremo pa še en korak naprej, pa si bomo še nekaj pripravili. Kaj iščemo? Iščemo, smo v lovu na to, da bi našli en jezik, ki ga Turingov stroj ne bi mogel razpoznati. Ker če tak jezik obstaja, tak jezik ni izračunljiv, ker smo rekli, vse, kar je Turingov stroj razpozna, je izračunljivega. In obratno. Pa poglejmo tale jezik. Ker je vsaka številka tudi hkrati podatek, zdaj imamo en x, ki ga enkrat imenujemo xp kot x podatek, je vrednost x, in drugič ga rečemo xt kot x Turingov stroj ali x program, ki se mogo obakrat p pisati, ker veliki pa mali p, ker sem napisal, se ni nič videl razlike med njima. Pa sem t razlika. No in je to isti, to se pravi, to sta dve številki. Uvedli sta tisti dve številki, recimo 256 na 130. Ena taka, mislim, uvedli sta iste vrednosti. No in zdaj vprašamo se, vedno se lahko vprašamo, ali je ta podatek v jeziku programa, ki pa predstavlja ista številka. Zdaj vsi tisti, ki boste šli študirati te stvari, malo na natančno matematiki, se temu reče vmes še kodiranje, pa encoding, pa tako naprej, ampak pozabimo, zaenkrat to ni potrebe, za nas smo pokazali vsak program številka in obratno. No in zdaj vedno se lahko vprašamo, to se pravi, ali je podatek xp v jeziku, ki ga predstavlja ta ista številka, ki zdaj rečemo xt. Je pa to ista številka, 763 zaradi mene. No in rečemo, da če je v jeziku, da je pol v jeziku. No, tako. To je vse v redu. Ok? Zdaj jasno. Zdaj pa gremo na naslednji korak. Lahko pa definiramo jezik tistih opisov računalnikov, za katere pa velja to, da če ga vzamemo, da potem ni v jeziku, ki ga sprejme ta opis računalnika. In temu jeziku bomo rekli LD. Spravo, v LD so vse besede ali pa vsi opisi računalnikov, za katere velja, opisi programov, za katere velja, da niso v jeziku, katere ga opisujejo te opisi računalnikov. Torej, imamo opis računalnika, programa, hvala, in to je neka številka. In ta številka vzame vedno nek parameter. In temu parametru rečemo beseda in ta program reče, a ta beseda tukaj noter je v jeziku, ki ga jaz definiram. Dobro je lahko, ja ali pa ne. In podatek, ki mu ga damo, je ista številka, kot je številka, ki definira program. Pa mu ga damo noter. In on reče ja. No, če je ja, pa rečemo, da tak opis računalnika ni v tem jeziku. Če pa reče ne, potem pa je v tem jeziku. Če malo to lahko karakteriziramo, recimo, da je 713 ta x. Se pravi, xt enako 713, pa xp enako 713. In kar zdaj naredimo samo to, rečemo xt, xp, zdaj pa kar sta tele oba enaka, je to isto, kot če bi rekli x je x, oziroma če hočete 713, daj povej mi, je 713 v tebi. To so vsi isti zapisi. In če ta odgovori da, potem 713 ni v jeziku LD. To tukaj piše. Če pa 713
713 reče ne, potem pa 713 je v jeziku LD, po definiciji. Vrejo? Zdaj ni 713, ampak je 256 na 83. Okay. Kaj nam to prinese? En nov jezik. Ampak pozor, zdaj smo vse jezike definirali kako? 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 Preko stroja. Preko stroja. Rekli smo, tukaj imamo stroj, ne? In zdaj ta stroj definira vse besede, ki so v tem jeziku. Imamo obratni problem. Zdaj pa imamo jezik definiran, pa nimamo stroja. Je res? In vprašanje je, kako pa izgleda stroj za tole? Ali drugim besede, kako izgleda program za tole? Kako izgleda računalnik, ki bo to program tole? Sam računalnik, hardware je brez veze, dokler ni česa s software. Poglejmo, kako to izgleda. Recimo, da to je naš jezik, ki je za pomoč. Ne? Recimo, da obstaja program PD, to je program, ki razpozna jezik LD. In potem je tudi ta PD neka številka. Mogoče ni 713, mogoče je 717. Ok, fajn. Pa je PD v LPD-ju. Zdaj pa imamo program, ki razpozna ta LD. Ta LD je dejansko program tega jezika, tega obstoja, ker smo ga tako definirali. Recimo, da je. Dve možnosti sta, je noter pa da ni noter. No, pa recimo, da je. Kaj to pomeni? Če PD je v LPD-ju, potem PD ni v LD-ju. Zakaj? Ker če PD je v LPD-ju, potem ni v L od PD-ju in po tej definiciji ni v LD-ju. Še enkrat. Če PD je v LPD-ju, potem, ko tole pogledamo, ugotovimo, da to ne more biti tisti, ki je v LD-ju. In če ni v LD-ju, ne, fajn, iz tega to sledi. Vendar smo pa na začetku predpostavili, da je LD enak LPD-ju, ker to je jezik, ki razpozna tega. In po tej logiki bi mogel PD biti v LPD-ju. In to je zdaj predpostavljeno. Ok, to je škodilo, ne? So what? Bo pa to drug prav, ne? Je pa recimo, da ni v LPD-ju. No, če pa ni v LPD-ju, ne, je pa tole res. Pa pomeni, da PD je v LPD-ju, ker je pa spet protislovje, ker smo pa predpostavili, da ni v LPD-ju. To se pravi, ne ena, ne druga možnost ne more funkcionirati. Ok? Lost? Did you get so far? You got so far? Okay. Huh? Okay. Bistvo je, da smo našli jezik, za katerega ne moramo najti Turingovega stroja. To pomeni, da ne moramo najti programa, ki bo razpoznal, ali beseda je v tem jeziku ali ni v tem jeziku. To se pravi, smo našli jezik, ki ni izračunljiv, torej, če gremo par poslovnic nazaj, našli smo problem, ki ni izračunljiv. Fajn. Kdo pa se pokvarja s takimi neumnimi problemi? Matematiki, ne? Kdo pa drug? Kaj pa če oni s temi delati? Kaj nas pa to briga? Se konc koncev računalnik, kjer računalnik bo pa šel take stvari računa? Dejte no, dejte. Zakaj se mi pa to človek popravlja, ne? Pa gremo malo naprej, ne? Zaprav, našli smo jezik, ki ni izračunljiv. Pa matematiki so vsi navdušeni, pa veseli, ki so ga našli.
V resnici je tole en podoben dokaz, je bil en evropski, avstrijski matematik Gödel, če se ne motim, skoraj istočasno s Turingom zelo podoben dokaz dokazal in je to odgovor Martin mi bo pomagal na 7. Hilbertovo tezo, če se ne motim. Mislim, da je bila 7. Hilbertova teza, ki je trdila, zdaj pa spet matematiki na pomoč, da obstaja dobra definicija matematičnega sistema, ki na pomoč. Kakorkoli že, da se bi dal se z matematiko dokazati, mislim, z matematičnimi izrazi. Dobro, matematika, mi imamo pa računalnike, ne? Kaj pa zdaj? Dobro, pa prej gremo do računalnikov, pogledamo še malo matematične zgodbice naprej. Imamo naslednji problem, ne? Spet malo bolj tako, ampak je že malo bolj drugačen, že večkrat manj matematičen, malo bolj računalniški. Imamo program P, tako bomo začeli program, namreč program vedno vzame neke parametre, ne? In nek poljuben niz besedo dvojni ve. In zdaj vprašanje je, ali se računanje P s tem parametrom dvojni ve zaustavi, ali kdaj ta program neha računati. Zdaj, če program zgleda približno takole, ne? Se nikoli ne zaustavlja, je res? Zdaj, računalničarji takoj vidijo, da to nekaj ne funkcionira za tega bojla, ne? Ampak stvari niso tako preproste, da bi programi tako očitno narobe napisani. Dejstvo je, da obstajajo taki programi, ki se zgleda nikoli ne zaustavijo. Ali pač ne. Mogoče imamo pa kakšen program, s katerim znamo pogruntati, a se bo naš program vedno zaustavil. Da nima kaj kakšne take trapasto neumne zanke noter. Očitno ni to preprosto, da bi se kar skodal sprehodil skozi, pa bi rekel, obstaja kaj kakšen vaj. Zdaj rabimo pa že malo več urodja. No, vzemamo tole funkcijo H. Ta funkcija H je zelo podobna tisteli stvari tam, ne? Ena sama razlika je, ne, ta funkcija ali ta program, če hočete, ima tale while true na koncu. Na začetku ima pa if x od x je ne, return ne. Zdaj, a se ta program ustavil? A se ustavil? Ne bo se ustavil za tega, ker je while true tle. Je res? Je res? Ampak vse tiste else mogoče se pa nikoli ne bo izvedel. Štimo? Daj se pa ne bo izvedel. Kako se izvedel, ker da bo rekel x od x je ne? Ups. Zakaj pa ups? Zato, ker je to. To je pa neizračunljivo. Se pravi, obstaja program, za katerega lahko pogruntamo, ne moramo pogruntati, to je problem. A se sploh ustavi ali ne? Temu se reče problem za ustavitev. Pozor, problem je ista stvar kot jezik, to smo že enkrat obdelali danes, ne? In če to res, potem obstaja program TU, ali program TU, ki bi vzel poljuben program in rekel, ustav se. Ne ustav se. Ne obstaja tak program. Ker če bi, pa bi tega podtaknil noter, pa bi imeli program za reševanje, za LD, ker pa vemo, da obstaja. A so zdaj kaj računalničarji bolj veseli? No, tisti, ki so malo bolj proti matematiki, naravni že postanejo za šest strižejo, ne? Matematiko se zdi pa borim počas. To je stvar tam, kjer se stvari začne srečevati naprej. Pa pogledamo, kaj je bil Petrov problem. Problem je bil zelo praktičen. Računalničarji vedno trdijo, da rešuje samo praktične probleme. Njegov
problem je bil to, da bi rad pospešil preverjanje domačih nalog in se odločil, da bo napisal program, ki bo preveril, ali je naloga, ki jo je študent v DDA-ku dal, resnično pravilna. In lotil se je dela, veselo na delo. Dela se lotil na sledeč način. Domislil se je, da bo napisal in program preveri. In ta program preveri bo vzel dva parametra. P, to je njegov program, Petrov, ker on pa je znam prav programirati, ki reši domačo nalogo. In od katerega koli študenta program, in ga bo dal zraven in bo na konc preveri rekel, dela prav. Ne dela prav. Samo knov bo pritiskal, pa bo vse programe preveril. V 10 minutah bo imel preverjene vse domače naloge, ki jih je zdaj preveril 2 tedna. In se loti dela in nesrečna zmeda. Namreč, a obstaja sploh ta program preveri za poljuben P in S? Najprej se moramo vprašati, kaj pomeni P in S, da sta enakovredna. P in S sta enakovredna tedaj, ko pri istem vhodnih podatkih data vedno enak izhod. In če je Petrov program pravilen, mora tudi študentov pravilno delati, samo in takrat, ko bo za iste vhodne podatke dal iste izhodne podatke. Pa gremo. Recimo, da preveri obstaja, recimo, da ima Peter možnost ta preveri konc koncev napisati. Pa recimo, da ga bo napisal. Pa vzemimo tale program. Eno tale function, vedno da. To je ena taka funkcija, ki vedno reče da. Jezik te funkcije je kaj? Katerakoli beseda. Se pravi, katerakoli beseda je v tem jeziku te funkcije oziroma tega programa. Vedno reče da. Potem pa naredimo naslednjo funkcijo. Kaj pa mečkrat bolj triki, pa bomo poskušali razumeti, kaj naredi ta funkcija. Ta funkcija vzame kot parameter program. In iz tega programa naredi nov program, ki izgleda tako. Function za imenom y vzame nek vhod, na tem vhodu požene vhodni podatek od x-a in ga izvede in potem reče ja. Daj bo rekel ta da. Vedno in samo, če bo ta x se zaključil. Z drugimi besedami, ker ta preveri obstaja, bo preveril y in vedno da. Rekel da, tedaj, ko se bo x vedno zaključil. To pomeni, da mora ta funkcija y znati pa preveriti, oziroma ta x mora vedno znati zaključiti. To se pravi, smo napisali program, ki ugotovi, ali je program X ustavljiv. Kaj smo pa prej rekli, da tak program ne obstane. Nesrečni Peter zmeda ugotavlja, da torej njegova želja po programu preveri je samo še želja. V splošno. V posebnih primerih se da preveriti. In mislim, da sem glih prav časen, tole si vzel za vse skupaj, ne? Ampak zato, ker bi nekako zaključili to predavanje, mogoče z enim izzivom za naprej, spet pri eni taki temi, ki je za srednješolce malce zoprna, sploh nerešljiva, mogoče še en problem za srednješolce. Pa tudi za kakšno začtenje. Petrov prijatelj je en avtoprevoznik, šofer, ki vozi kamion po Sloveniji. Vsako jutro v Kopru naloži robo in jo pele po mestih po Sloveniji in zvečer se vrne nazaj v Koper. Ta Petrov prijatelj bi rad optimiral stroške, izboljšal, zmanjšal bi rad ceno, ki jo porabi za nafto, zato da se vozimo napol. In kaj je rezultat? Želi imeti tisto pot po vseh mestih, kamor mora odložiti robo, ki bo najkrajša. In Peter se jasno loti dela, mogoče za vas, za kdaj za kasneje, mogoče pa tudi za kdaj
za razmisliti. Tako da mora se še nekaj dogaja. Se dogaja, sem se slabo videti. Slikca se primenila. Najlepša hvala še enkrat za pozornost, vprašanje bo dobrodošlo. Hvala lepa. Ne bo že. Mogoče zdaj smo pokazali, da ta problem ustavljivosti ali pa preverjanje pravilnosti, da sta neizračunljiva. Ja. Ampak vmes je bilo zmeraj, da ne obstaja program, ki bi za vse programe delal. Ja. Zdaj pa ponovadi malo zmanjšamo, pa rečemo, kaj pa za kakšne, tako mogoče praktično vprašanje, a za kakšne poddružine programov bi se pa dalo kaj takega napisati, ki pol, če splošen problem ni pa prvo. Ja, hvala za vprašanje. Cela zgodba gre v eno tako zelo čudno stvar, ne, ki se reče, da se posplošati. Štale tukaj, ta lastnost tukaj, preverjanja. Če je to trivialna lastnost, ki jo lahko preverimo, število vrstic je takšno, ki je drugega je drugačno, ali barva tinte na printerju je bila takšna, ki so resnici trivialno preverljive, potem se da odločiti. Obstaja pa en teorem, en izrek od človeka, ki je zapisal Rice, ki pravi, da vsaka lastnost, ki ni trivialno preverljiva o programu, je neodločljiva. In se vedno da prevesti na postavitveni problem. Zaradi tega tudi večina programov, ki jih imate danes, recimo jutri je tekmovanje v računalniški informatiki, RTK za srednje šolce, tretja skupina rešuje konkreten problem, ki ga mora pisati program, da dela pravilno. In tam se preverja stvari tako, da se samo nekaj vhodnih podatkov da noter in se preveri, a za tiste vhodne podatke vrne prave rezultate. Računalniki so mogoče. Žal ne, ali pa na srečo. Še kakšno vprašanje? Zdaj ne vem, večino vas poznam, ampak vsem, kaj mislite, da to se da v srednji šoli razložiti? Če še malo bolj počasi, pa z več primeri bi šlo. Ja. Treba učitelje vprašati. Okay. Namreč izkaže se, ne, mogoče iz tiste zgodbe, kolega iz Švice, iz nemško govoreče Švice, je napisal knjigo, tako debelo, kriptografija za srednješolce. Tista stvar ni tako nemogoča za srednješolce. Konec koncev tista zgodba o dokazu brez vedenja dokaza, ne, se zelo hitro razloži, kaj se dogaja pri tisti stvari, kaj hočeš narediti. Tukaj zelo hitro razumemo, kaj hočemo imeti. Hočemo imeti program, ki preveri, če je program preveri. Se pa za nekim tunelčki da lahko pokazati, pa obrati. Mogoče še eno tehnično. S katerim orodjem ste naredili graf tistih stanj? S PowerPointom. Tudi ročno? Ročno. Se vidi vse razmetanje. Ni bil napisan program. Je pa tako, kar se tehničnega programa vprašanja tiče, mogoče prav zaradi tega tudi bolj računalniško obarvan vprašanje in odgovor. Nekaj sem se pogruntal. Najprej sem pogruntal to, da sem si ga najboljše bilo najprej na list papirja narediti, določiti vse, kaj hoče imeti, zgenerirati vse možnosti in pa samo povezati. Ne, da sproti eno pa drugo, ker ni šlo. Mogoče še tako mislim, ne vem, ali je dobro definirano vprašanje. Omenjeno je bilo, da vsi računalniki, ki jih danes poznamo, take programe, ki izvajajo, lahko pišemo s drugimi stroji. Kaj pa recimo kvantni računalniki, na katerih se veliko dela, obstajajo tudi... Odgovor na to vprašanje žal ne vem. Je pa zadeva takšna, da pri kvantnih računalnikih mislim, da se stvari ohranjajo, ker se kvantni računalniki dajo simulirati z Turingovimi. Sicer je čas neskončno večji, medtem ko tukaj pri Turingovem stroju se da pokazati, da Turingov stroj je največ kvadratični čas počasnejši
od računalnika. To se pravi, če računalnik nekaj izračuna v n korakih, v Turingov stroj to izračuna največ v n kvadrat korakih. To zelo ni eksponent, pač kasnejši, kar je tudi iz tega zornega kota zanimivo. Pri kvantnih je pa lahko eksponentni razlik. Ja, ker morajo Ampak še vedno je neka funkcija. Ja, ker morajo vse možnosti preiskati. Kvantni so na nek način bolj podobni nedeterminističnim Turingovim strojem. Tam je pa eksponent. No. To je pa v bistvu tale pozadna zgodbica. To je pa ta zgodbica. Če ni več vprašanj, bi se še enkrat zahvalili za zdravje. Hvala bomo še enkrat. Hvala vsem, da ste prišli. Zdaj bi vas povabil še, da pridete